Z vami delimo ponos, da znate s takšno človeško in državljansko držo ustvarjati nove priložnosti in snovati nove načrte. To je tudi tista sposobnost, ki vedno zagotavlja prihodnost. Prav vanjo svoj pogled in svoja dejanja in delo usmerja magister Marko Zidanšek. Vodenje SLS je prevzel v zgodovinskem trenutku in z ekipo dela v smeri enega cilja: vrnitev Slovenske ljudske stranke v parlament. Gospod predsednik, magister Marko Zidanšek, veselimo se tudi vaše praznične besede. Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, spoštovani župan občine Sevnica, naš Srečko Cvirk, spoštovani gostje, vsi, ki ste danes zbrani in vsi, ki ste bili prisotni 12. maja 1988. leta v Unionski dvorani. Tudi v mojem imenu prav lep pozdrav tu na prekrasnem sevniškem gradu na praznovanju naše Slovenske ljudske stranke. 29 let mineva od dne, ko so v Unionski dvorani začeli našo zgodovino in zgodovino Slovenije pisati pogumni ljudje. Spodbudile so jih besede pesnika Toneta Kuntnerja v političnem intervjuju, objavljeno leto poprej: bila je pšenica, zdaj raste plevel. Kmetje, Slovenke in Slovenci so združili svoje moči in ustanovili prvo demokratično politično stranko na slovenskih tleh. S tem dejanjem so v neprijaznem okolju zasejali prvo seme upanja. Iz prvega semena pa je kmalu vzklil ne le demokratični večstrankarski sistem, pač pa že kmalu tudi naša samostojna Republika Slovenija. Slišali smo Franca Bogoviča, ki je leta 1988 sedel v Unionski dvorani. Danes pa zastopa interese Slovenk in Slovencev v Evropskem parlamentu, ki je poudaril, da nam je vstop v Evropsko unijo pred 13 leti omogočil mnoge prednosti, ki se nam danes zdijo samoumevne. V 29 letih smo žal že nekajkrat videli, predvsem pa tudi občutili, kako se izmenjuje ta cikla rasti in krize. Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, smo bili v tem času tako ponosni, kot tudi razočarani nad državo, tudi nad politiko. Dragi prijatelji, po zadnjih volitvah se je pokazalo, kam nas pripeljajo politiki z visoko letečimi moralnimi floskulami, a brez programa. Kam nas pripeljajo kmetijski ministri, ki se bolj kot s kmetijstvom ukvarjajo svojo javno podobo. In kam so humoristi pripeljali upokojence. Upravičeno smo razočarani nad njimi. Našo krasno samostojno Slovenijo vsi po malem uničujejo in izkoriščajo naše najboljše vire. Tega v Slovenski ljudski stranki ne bomo dovolili. Kako lahko država dovoli, da več kot 300 tisoč ljudi živi pod pragom revščine? Kdo se ukvarja z 100 tisočimi brezposelnimi? Komu je mar za mlade, ki jih podimo iz države? Kdo v slovenski politiki gleda v prihodnost? Nihče. To je žalostno stanje naše države, ki pogreša dobrega gospodarja. Ki bi jo vodil na pravo pot. Slovenci smo si svojo samostojnost izborili in na nas je, da poskrbimo,
da bodo vse prihodnje generacije lahko dostojno živele v naši lepi državi. Država smo ljudje in ljudje bomo rekli ne elitam, ki skrbijo le za peščico državljanov. Na vse delovne in poštene ljudi pa znova in znova pozabljajo. Slovenska ljudska stranka je pripravljena prevzeti odgovornost, da kot dober gospodar poskrbi za vse državljane in državljanke. Spoštovane in spoštovani, v Slovenski ljudski stranki imamo program. Ne le to, imamo najboljši program. Pa veste zakaj? Zato, ker našega programa niso pisali samo teoretiki brez prakse, pisali ste ga vi, podjetniki, kmetje, obrtniki, delavci, mladi in upokojenci. Pisali ste ga Slovenci zdrave pameti. Vaše zamisli smo si skrbno zapisovali in jih imamo pripravljene za čas, ko jih bomo skupaj lahko uresničevali. Vsi plačani teoretiki, ki pišejo programe ostalim strankam, skupaj ne premorejo toliko zdrave pameti, kot ste jo vi prispevali v naš skupni program dobrega gospodarja. Normalizirali in debirokratizirali bomo gospodarstvo, vrnili spoštovanje podeželju, bolnikom vrnili pravice, ki jim pripadajo, upokojencem pa ukradene pokojnine. Delavca bomo razbremenili davkov, zaradi katerih nima dostojne plače, in mladim zagotovili delovna mesta ter dostojno življenje. Predsednik Kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki Rok Sedminek je izpostavil nekatere okoliščine, ki danes otežujejo ohranjanje tradicije, ogrožajo kmetovanje in zaradi vprašljivega delovanja kmetijskega ministra celo grozijo njihovi eksistenci. Kmetijstvo je družinska kmetija prednostna naloga Slovenske ljudske stranke in z našim ponovnim vzponom bo končno postala tudi prednostna naloga Slovenije. S tem bomo ohranili našo bogato, kulturno in naravno dediščino. To je le začetek našega programa, vendar obenem tudi bistvo novega preporoda Slovenije. Zato, spoštovane in spoštovani, prav v takšnih dogodkih, kot je današnji, vidim in občutim vnovično močno željo po spremembah in veliko energijo, ki se je spominjam izpred četrt stoletja. Te energije nam ni mogoče vzeti. Izpad iz parlamenta je bil za Slovensko ljudsko stranko boleč, vendar nam to ni vzelo upanja. Razumeli smo sporočilo Slovencev in ta čas dobro izkoristili. Pregledali smo, kaj je bilo v preteklosti dobro narejenega in kje so bile napake. Notranje smo se poenotili, pomladili in temeljito pogovorili. Slovenska ljudska stranka sedaj bolje vidi stiske in probleme ljudi. Znova se zavedamo, da štejejo dejanja in ne lepe besede. Ko pa veseles damo besedo, to besedo tudi držimo. V preteklosti smo že pokazali, da znamo s trdnim delom preprečiti plevelo, da bi se nekontrolirano razširil in dati pšeniti prostor za rast in čas za zorenje. Tudi zdaj delamo tako. Veseli me, da so na naslednjih volitvah za Slovensko ljudsko stranko svoje ime pripravljeni zastaviti mnogi naši župani. Celo nekateri, ki ne prihajajo iz naših vrst. Skupaj bomo znova pokazali pot za Slovenijo. Pokazali bomo rešitve, ki jih narekuje zdrava pamet. Za njihovo uresničitev pa je potrebno delo. Tega se zavedamo. In to nas ne plaši, ampak spodbuja, saj vemo, da bodo z našimi programskimi rešitvami jasni cilji za Slovenijo postali resničnost, da bomo lahko s ponosom gledali na svojo državo. Naši člani bodo v parlamentarnih klopeh in na ministrstvih delali za vse državljane, delali bodo za Slovenijo in za našo skupno boljšo prihodnost.
Pošteno delo vsakega državljana bo tudi pošteno plačano, s čimer se bo ljudem povrnilo dostojanstvo. Z našimi rešitvami dobrega gospodarja bo vsak delovni človek lahko sebi in družini omogočil dostojno življenje. SLS se vrača v parlament z najpomembnejšo nalogo. V parlament se vračamo, da odločimo, kakšna bo prihodnja vlada. Kot predsednik Slovenske ljudske stranke vas vabim in si želim za vsakega od vas, da postanete del ekipe, ki bo jutri poskrbela za preporod Slovenije. Naj izkoristim to priložnost, ko smo zbrani ob rojstnem dnevu Slovenske ljudske stranke, da se vsem in vsakemu posebej zahvalim za vse, kar ste v vseh teh letih v preteklosti dobrega in uspešnega storili za Slovensko ljudsko stranko. Ponosen sem na to in z željo in prošnjo, da v zadnjem letu pred državnozborskimi volitvami naredimo vse, kar je v naši moči, da ljudi osvestimo, razložimo, pojasnimo vse to, kar zmore, zna prenovljena Slovenska ljudska stranka. Zaključil bom z besedami, ki jih je danes en medij, ki je dopoldan že povzel, zelo zanimivo povzel na najin razgovor. SLS gre prenovljena v parlament. Hvala lepa. Naj bodo vaše misli, magister Zidanšek, pšenično zrno za kruh prihodnosti tega naroda. Modri pravijo, da je voditelj tisti, ki pozna pot, prehodi pot in pokaže pot. Lepo je vedeti in videti, da je SLS vedno imela takšne voditelje in da jih še vedno ima. Dragi zbrani, tako smo skozi besede in spomine izmerili daljave preteklosti, začrtali upanje za prihodnost, v katero se velja odpraviti z odločnimi koraki in z najboljšimi upi. Pravijo, da je v vsakem srečanju tudi sreča. Zato srečanje za rojstni dan nadaljujmo v atriju gradu, ob klepetu, pa tudi ob kulinarični in glasbeni spremljavi pevke Maje Vajs in kitarista Robija Petana. Nekoliko kasneje se ponovno še enkrat zberemo ob rojstnodnevni torti, da bomo še enkrat rekli vse najboljše in srečno slovenska pot.